2023 je prineslo v Slovenijo eno zelo veliko streznitev. Jaz mislim, da zdaj ljudje lahko vidijo, da novi obrazi na levici pomenijo težave, slabše življenje, obilico nekih birokratskih preprek, neučinkovitost, neoperativnost vlade. Tako da, kakorkoli lahko recimo rečemo, da je bilo v letu 2023 kar veliko slabega, od poplav, odziva na poplave, neučinkovitosti vlade v zvezi s poplavami. Lahko rečemo, da vendarle upajmo, da je to leto 2023 odprlo mnogim ljudem oči, da bodo razumeli, da je vendarle, ko greš na volitve, treba gledati nase. Se pravi, da se vprašaš, kdo bo od tistih, ki so na volilnih listih, za mene največ naredil. In izkazalo se je, da ti novi obrazi v resnici ne naredijo največ za ljudi, nasprotno, naplahtajajo jih, poberejo tiste glasove, potem pa delajo predvsem zase. Tako da jaz mislim, da generalno leto 2023, ko ga bomo tudi mogoče čez par let nazaj gledali, bo pomenilo eno veliko streznitev med Slovenkami in Slovenci. Glejte, preden greva k vašemu delu in vaših načrtih za letošnje leto, vendarle en medklic, slovensko volilno telo je pravzaprav precej vodljivo, bom rekla, in se da naplahtati. Naplahtati se je dalo 4-krat in je seveda velika bojazen, da bo nasedlo še enkrat. Jaz srčno upam, da ne, a veste, vendarle se moramo zavedati, da smo mi mlada demokracija. Če si predstavljate Ameriko, ki ima demokracijo že 150 in več let, ne, pa Anglijo, ki jo ima še bistveno dlje. Če gledamo recimo evropske države, ki niso imele komunizma, imajo tudi zelo, zelo dolgo tradicijo demokracije. Se pravi, v Sloveniji neke demokratične izkušnje imamo dobrih 30 let, ne. In ljudje smo še vedno premalo odgovorni oziroma premalo se zavedamo, da volitve pomenijo skrb zase. Ampak jaz sem prepričan, no, da s tem, ko zori naša demokracija, ko dobivamo izkušnje iz volitev v volitve, da bo slej ko prej dozorelo spoznanje, da so volitve pomembna stvar, da na volitve ne gremo zato, da volimo tistega, ki je najlepši, da ne volimo tistega, ki se od nekje pojavi in potem seveda upamo, da nam bo naredil. Poglejte, ko mi gledamo za mojstra, recimo, ki ga pripeljemo v hišo, da nam bo nekaj popravil, ne vem, vodovodarja. Saj ne iščemo tistega, ki lepo izgleda. Saj ne iščemo tistega, o katerem nič ne vemo. Jaz si predstavljam, da normalen človek, ko enega mojstra pripelje v hišo, ga zanima predvsem, kakšen dober mojster je, a ne? Da se pozanimaš pri ljudeh, ki je mogoče že delal, a je dobro naredil ali ni dobro naredil. Se pravi, pričakujemo izkušnje, pričakujemo znanje, pričakujemo neko usposobljenost. In nekaj podobnega mora priti tudi na volilni dan, a ne? In jaz mislim, no, da bo to spoznanje bo dozorelo in tudi ta ideološka polarizacija, po mojem, bo počasi zvodenela. Ker v resnici, poglejte, če smo čisto pošteni, kaj je res pomembno, ne, ko gremo na volitve? Da izvolimo ene normalne ljudi, ki se približno spoznajo na politiko, ki približno razumejo, da moramo vsi ljudje v državi preživeti, da mora biti poskrbljeno za najšibkejše in seveda, da imamo neko razvojno vizijo, ne. Seveda, glejte, cel svet gre naprej in če mi ne bomo šli naprej, pač bomo čedalje slabše živeli. Tako da jaz verjamem, no, da ljudje bodo, tudi ko bodo šli na volitve sčasoma, ko bo naša demokracija, se pravi, dozorela, zdaj mislim, čas bi že bil, volili s tem, da se bodo vprašali, ko bodo šli na volitve, kdo od teh, ki kandidirajo, bo največ naredil zame. In ko se bodo enkrat ljudje to vprašali, potem sem prepričan, da bodo tudi rezultati volitev taki, da bomo lahko tudi potem tista 4 leta približno zadovoljni. Večkrat bo treba ponoviti to vašo trditev in primerjavo z mojstrom, katerimkoli že obrtnim. Ampak vendarle zdaj k vašem delu. 9 shodov ste pripravili vaše gibanje za otroke lansko leto.
v letu 2023. Kakšen je pravzaprav rezultat? Ste zadovoljni s tistim, kar ste sporočili ljudem? Ja, rezultat je izjemen. Kot veste, je Janković napovedal, da bo do konca prejšnjega leta zagnal kanalizacijski kanal C0 oziroma drekovod, kot mu rečemo, in da bo seveda začel zastrupljati ljubljansko vodo. Moramo vedeti, da ta drekovod hoče on postaviti na območju, kjer se zbira voda za 90% Ljubljane. Se pravi, to vodo pije skupaj z prebivalci Ljubljane še 120.000 tistih, ki pridejo vsak dan v Ljubljano. Se pravi, lahko govorimo o tem, da grozi zastrupitev pitne vode za 400.000 ljudi. In to je seveda nekaj nedopustnega in mi z našimi shodi in seveda tudi z aktivnostmi vseh ostalih, smo preprečili, da bi se ta Jankovićeva napoved, kot rečeno, da bo do konca prejšnjega leta spustil zadevo v obratovanje, uresničila. To je izjemno pomembna zadeva. In jaz na vsakem shodu povem, drage protestnice in protestnici, zmagali smo še en mesec. Še en mesec smo Jankoviću preprečili, da bi nam zastrupil vodo, še en mesec smo zaščitili našo vodo. To je izjemno pomembna zadeva. Mogoče samo besedo o tem, kako je prišlo do teh shodov, to je pomembna zadeva. Na prvi vsebinski seji, ki smo jo imeli v mestnem svetu, v tem mandatu, smo opozicijski mestni svetnice in svetniki zahtevali, da se pogovarjamo in da sprejmemo rešitve za ljubljansko zdravstvo. Kot veste, v Ljubljani v tem trenutku 35.000 ljudi nima osebnega zdravnika. In smo seveda želeli, da bi mestni svet sprejel rešitve, na podlagi katerega bi se to stanje izboljšalo. No in Janković je rekel, v redu, dobro je, dajmo najprej reči, da se ne javijo k besedi svetnice in svetniki njegove liste in pa Svobode, potem je pa dal besedo, oziroma potem je pa rekel, da ne se prijavimo k besedi še vsi ostali. In seveda smo se prijavili, 12 svetnikov se je prijavilo in on je rekel, v redu, najprej dam besedo tistim, ki so se najprej prijavili. To so bili seveda njegovi. In potem, ko njegovi povejo svoje, se zahteva besedo njegov podžupan in reče, v redu, mislim, da smo še dosti slišali, predlagam, da sejo zaključimo in v skladu s 106. členom končamo razpravo. In to so potem naredili. Večina v mestnem svetu je prepovedala, da bi opozicijski svetnice in svetniki predlagali svoje rešitve za ljubljansko zdravstvo. In takrat sem si jaz rekel, opala, tole pa tako ne more biti. Jaz sem sicer čistnov, ampak moj demokratičen občutek pravi, da je to narobe, kar delate. In če ne morem povedati na seji tisto, kar je prav, bom povedal pred vsako sejo. Tako od takrat naprej sem potel, se pravi, od druge vsebinske seje, imamo vsak mesec pred sejo mestnega sveta sejo, shod, protest, na katerem seveda je osrednja točka zaščita čiste pitne vode, hkrati pa tam povem tudi vse tisto, kar mislim, da je treba povedati in mi mogoče lahko Janković prepove na seji mestnega sveta. S tem je pravzaprav moja beseda še bolj odmevna, kot bi pa bila na sejih mestnega sveta. Saj veste, seji mestnega sveta gleda sorazmeroma ljudi. Vi se pravzaprav s tem svojim početjem borite za normalnost. Zdaj, kar je čiste pitne vode v Ljubljani in okolici, to je nekako nelogično, kar se dogaja in povsem logično in potrebno to, kar vi zahtevate. Zdaj pa mogoče beseda dve še samo o tem, kdaj bo naslednji shod. Shodi bodo, kot zdaj kaže, kar vsa 4 leta, pred vsako sejo mestnega sveta. In naslednja seja mestnega sveta je 5. februarja ob 3:30, mi imamo pa shod oziroma protest 1 uro prej, se pravi ob 2:30. Se pravi, vsi naši shodi za naprej bodo 1 uro pred sejo mestnega sveta. In naslednji bo 5. februarja ob 2:30. Velja si zapomniti. Zdaj pa greva k tistem drugem vašem delu, se pravi borbe za normalnost, za normalno družino, za to, da ima otrok očeta in mamo, proti LGTB, tej ideologiji z daljšim imenom, kot jo vi vsakokrat natančno poveste. Vi v zvezi s tem pravzaprav pripravljate en priročnik, za slovenski prostor. Zakaj je do tega prišlo? Ja, jaz se s to LGBTQIA+ ideologijo borim že več kot 20 let.
morda veste, da sem bil pobudnik že prvega družinskega referenduma 2001, ki smo ga dobili s čudovitim rezultatom. Več kot 72% ljudi je takrat odločilo, da otrok potrebuje mamo in očeta. No in potem sem bil pobudnik še 2 referendumov, leta 2012 in 2015. Na vseh referendumih smo zmagali, na vseh referendumih so ljudje jasno in glasno povedali, da otrok potrebuje mamo in očeta, da ima pravico do mame in očeta in da mame in očeta otroku ne sme vzeti nihče, vključno z državo. No, ampak, kot verjetno tudi veste, je potem Ustavno sodišče povozilo odločitev ljudi na referendumu in jo spreobrnilo, jo izpačilo, ne. In zdaj v Sloveniji LGBTQIA+, ljudje, ki živijo v teh razmerjih, lahko posvojijo otroke. Ampak posledice te odločitve, ne samo v Sloveniji, ampak povsod, kjer je bila sprejeta po zahodni Evropi in pa po recimo Ameriki, zahodnem svetu, kažejo, da ko je enkrat dovoljena posvojitev otrok v LGBTQIA+ razmerja, se začne tudi drastično vsiljevanje LGBTQIA+ ideologije otrokom od vrtca naprej. In rezultati so grozljivi. Otroci, ki so podvrženi tej ideologiji, v zelo velikem odstotku, govori se o odstotkih oziroma znanstvene raziskave kažejo, da otroci, ki so dolgotrajno podvrženi tej ideologiji, vrtec, šola, srednja šola in tako naprej, v 20 do 40% primerov, odvisno nekaj tudi od domače vzgoje in tako naprej, zapadejo tej ideologiji. In kar je najhujša stopnja te ideologije, ne, je želja, da otroci, ne, spreminjajo, tako imenovano spreminjajo spol. Tukaj gre najprej za ideološko indoktrinacijo, potem za psihološko prepričevanje in hujskanje, nadaljuje se z tako imenovanimi hormonskimi terapijami oziroma, kot se angleško reče, puberty blockers, se pravi zaviralci pubertete, in seveda nadaljuje z čist operativnimi medicinskimi operacijami, kjer na primer punčkam odrežejo prsi, spremenijo ženski spolni organ v moškega, vmes iz tega dela roke vzamejo tkivo, da naredijo moški penis, pri fantkih pa seveda, da jim odrežejo spolne organe in naredijo potem tako imenovane umetne ženske. Gre za grozljive pohabe otrok, kjer v državah, kjer so sprejeli posvojitev otrok v LGBTQIA+ razmerja, skokovito narašča število otrok, ki so podvrženi tem pohabam. Govori se o, spet znanstvene raziskave to kažejo, več tisočprocentnih letnih rasteh. Tako da jaz želim to preprečiti v Sloveniji. Te pohabe otrok so grozljive, kot rečeno, in jaz si želim, da nobena družina ne bi bila soočena s to tragedijo. In želim seveda usposobiti otroke, starše in učitelje, da se bodo tej nevarni ideologiji, temu zlu v vrtcih, šolah in povsod, kjer se naši otroci pač gibljejo, uprli. Pa vendarle za bolj natančno razumevanje teh težav, pohoda te ideologije, od kod pravzaprav potreba? Verjetno je vsak od nas, ko je bil otrok, pomislil na kaj takega, zakaj moram biti pa ravno punca, zakaj moram biti pa ravno fant, ampak od tu naprej se pa potem nekako človek sprijazni s tem, da je to, kar je. Sprijazni, pač ugotovi, da je to pač tako, da so nekatere stvari dejstva, ki jih je v življenju treba sprejeti. Gre po vaši sodbi za pohod levičarstva, levičarske ideologije, ali je še kakšen globlji vzrok za pohod te ideologije? Glejte, LGBTQIA+ ideologija je ena zelo nevarna ideologija, ki izhaja, ki za svoj temelj na nek način razume marksizem. A veste, oni mislijo, da komunizem, socializem, na splošno marksistična ideologija
v svetu ni uspela zato, ker oni Marksa niso dobro razumeli. Ne? In se pravi, da je bil premalo radikalen. Kot veste, Marks je že rekel, da je treba uničiti tradicionalno družino, ampak oni so mislili, da je to on mislil, da morajo z nekimi socialno-ekonomskimi vzvodi. Ne? In so rekli, ja, mi Marksa nismo dosti jasno razumeli, zato ker on je v resnici mislil, da moramo mi na čistej fizični ravni uničiti družino, to je pa možno samo, če mi uničimo predstavo o moškem in ženskem spolu. Če uničimo to, kar je pač naravno, da obstajata moški in ženski spol. In tega so se potem seveda drastično lotili. Oni trdijo, da ne obstajata naravni ženski in moški spol, oni trdijo, da obstaja 100 in več spolov, in seveda s to ideologijo hočejo sesuti same temelje družbe, v kateri živimo. Zato, da bi seveda lažje vladali. Jaz mislim, da je interes LGBTQIA+ lobija, ne, da zavlada najprej državam, potem naprimer Evropski uniji, Ameriki in potem na koncu celemu svetu. Hvala Bogu, smo jih pravočasno prepoznali, na Zahodu sicer s prevelikim zamikom, zato dela na Zahodu ta ideologija največja škoda, ampak islam te norosti ni sprejel in se je radikalno se je zoperstavil, prav tako Indija, Kitajska, tako da Afrika jasno tudi, tako da ta norost je na pohodu zgolj in samo v zahodni civilizaciji in prej kot jo bomo zavrnili, prej kot jo bomo premagali, ne, prej bo imela zahodna civilizacija spet perspektivo, ker vedeti pa moramo, napad na družino je hkrati napad na čisto vse, kar predstavlja naš način življenja. Ker če imamo mi družinsko življenje razsuto, ne, potem vse ostalo ne more funkcionirati. Tako da gre za željo po totalni kontroli in prevzemu oblasti v svetu, ampak ta načrt se jim ne bo izšel. Tudi v Sloveniji, jaz upam, no, tudi s tem priročnikom, za katerega se vam zahvaljujem, da ste ga omenili, verjamem, da se bomo uspešno uprli. Je pa seveda pomembno, da se upremo. LGBTQIA+ ideologija sama od sebe ne bo odnehala, ampak bo postajala še čedalje bolj radikalna. Ne vem, če so vaši gledalke in gledalci spremljali razprave okrog družinskega zakonika od leta 2009 naprej. Jaz sem v tistih razpravah, tako medijskih kot v Državnem zboru, na vse te stvari opozarjal, da se bodo dogajale. Ne, ampak takrat so rekli, da strašim, čeprav so seveda predstavniki LGBTQIA+ lobija v Sloveniji točno vedeli, da njihovi tovariši po svetu to že počnejo. Ampak oni so takrat govorili, da strašim, ampak takrat recimo mogoče mnogi tudi naši ljudje so mislili, joj, kaj s tem princem, kaj pa govorite neumnosti. Ampak gledajte, danes vidimo, da je vse to res. Tako da mi je na nek način danes veliko lažje se boriti proti tej norosti, kot pa recimo pred 10 leti, zato ker danes že vsi vidijo, da so res ti ljudje nori. Za vzdušje v slovenskem oziroma tudi evropskem, predvsem evropskem prostoru je zelo pomembno, kakšen bo izid letošnjih evropskih volitev. Spet sva pri politiki, ker je pač to tisti temelj, ki nas določa, ki nam daje nek okvir, v katerem živimo. Verjetno je zelo pomembno nagovoriti oziroma opozoriti ljudi, da je še kako pomembno se udeležiti teh volitev in v duhu tistega vašega rekla dobrega obrtnika, naj pač ljudje izberejo tisto, kar se jim zdi res prav za njih. Glejte, jaz imam občutek, no, da do zdaj ljudje evropskih volitev niso prav preveč resno jemali. In sicer to ocenjujem na podlagi dejstva, da je bila udeležba zelo nizka. Mi smo imeli na zadnjih volitvah evropskih tam nekje okrog dobrih 25% udeležbo, ne? V glavnem vsekakor po 30%. To kaže na to, da se velika večina ljudi ni zavedala, kako pomembne so volitve v Evropski parlament in da se tudi ne zavedajo, kako pomemben je za naše življenje Evropski parlament. Evropski parlament je nekje daleč v Bruslju
tudi naši mediji sorazmerno zelo pomanjkljivo poročajo o tem, kaj se tam dogaja. Kljub vsemu pa se tam dogaja zelo pomembne stvari, v glavnem sprejemajo se neke usmeritve, ne, ki imajo potem vpliv na naše življenje. Ne sicer neposredno, ker Evropski parlament ne sprejema zakonov, tako kot naprimer slovenski parlament, ampak sprejema pa usmeritve, ki jih morajo države članice upoštevati. In velika večina od teh norosti, o katerih zdaj govorim, ne boste verjeli, je bila že sprejetih v Evropskem parlamentu. Ne? Se pravi, Evropski parlament je eden najhujših propagandistov LGBTQIA+ ideologije v Evropski uniji. Lahko rečemo, da je LGBTQIA+ lobby osvojil Evropski parlament in preko Evropskega parlamenta vsiljuje to ideologijo preko najrazličnejših področij. Veste, tukaj ni samo vprašanje zdravstva, je tudi vprašanje šolstva, kulture, medijev, svobode govora. Ne? Oni hočejo vse, ki rečemo, da je LGBTQIA+ ideologija v resnici pohaba otrok, ne? Da jih dela neplodne, da jih trajno pohabi. Ne? Vse to je za njih sovražni govor. Njime vse, kar rečeš, pa njim ni všeč, že sovražni govor. Včeraj sem objavil to, o čem vam zdaj govorim, o pohabah LGBTQIA+ ideologije otrok, en prispevek na Facebooku z slikami, kjer se vidi, kako izgleda odrezano tkivo tega območja roke, ki ga uporabijo za izdelavo umetnega penisa za punčki, ki so ji tako imenovano spremenili spol. In veste, kaj sem naredil na Facebooku? Na Facebooku so to sliko zakrili, ker so rekli, da je ta slika neprimerna. Ne, se pravi, oni hočejo, da se resnica ne bi videla, in vse te stvari, ne, se pravi, prihajajo, imajo neko potrditev v Evropskem parlamentu. Tako da jaz mislim, da je nujno potrebno, da Evropski parlament neha biti leglo LGBTQIA+ ideologije. To je ena zadeva. Druga zadeva, Evropski parlament, sedanji, je tudi leglo zablode, da bojo množične migracije ljudi iz Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in tako naprej, lahko rešile evropski način življenja. A veste, gre za to, da Evropski parlament v resnici preprečuje, da bi države članice imele neko svojo resno, zrelo migrantsko politiko. Kaj to pomeni? To pomeni samo to, da države v svojo državo spustijo tiste ljudi, ki jih rabijo, ki jih hočejo, ne pa vse tiste, ki noter želijo priti. Zelo enostavna zadeva, tako kot vi v vaš dom. Jaz mislim, da si moramo državo predstavljati nekaj zelo podobnega kot naš dom. Se pravi, v naš dom so dobrodošli tisti, za katere se mi odločimo, da so pri nas dobrodošli. Ne pa vse tisti, ki bi želeli v naš dom vdreti. A ne? In ta zabloda migrantske obstoječe evropske politike, ne, vidimo, kakšno razdiralno silo je že povzročila v mnogih evropskih državah, ne, kjer vidimo, da na dnevni bazi gorijo ulice, se dogajajo hudi incidenti, posilstva in tako naprej. Gre za to, da evropska migrantska politika, kakršno zagovarja Evropski parlament v obstoječi sestavi, pomeni, če bi tak Evropski parlament še enkrat bil, ne, v naslednjih 5 letih lahko tudi sesutje našega načina življenja. Zato je izjemno pomembno, da se v tej sestavi Evropskega parlamenta zgodi preobrat k normalnosti. Se pravi, k temu, da bo Evropski parlament skrbel za interese evropskih državljanov, ne pa da bo uničeval vse tiste elemente, ki omogočajo naš obstoječ način
življenja. Tako da jaz razumem te volitve v Evropski parlament kot izjemno zahtevne zato, ker je potrebno ljudi prepričati, da je na te volitve treba priti in glasovati za stranke, ki niso leve, ampak tiste stranke, ki zagotavljajo in zagovarjajo neke temeljne tradicionalne vrednote, kot je družina, kot je spoštovanje suverenosti držav pri odločanju o tem, koga bodo v državo spustile in koga ne bodo spustile. In tudi, jaz mislim, da ne gre samo za to, koga bodo vnaprej spustile. Gre za to, da bo potrebno v Evropski uniji tiste, ki ne spoštujejo našega načina življenja, poslati tja, odkoder so prišli. In zato je potrebna večina v Evropskem parlamentu. Torej nazaj k normalnosti, bi rekli z eno besedo. Ja, torej, zdaj pa vendarle še besedo dve o tem, kaj bo v znamenju česa bo vaše letošnje leto 24, vaše želje, torej podaljšati neodprtje drekovota C0 do konca leta verjetno, pa čim več volivcev spraviti na evropske volitve, pa kaj še? Glejte, jaz imam, seveda, težko bi zdaj rekel, kaj je najbolj pomembna moja aktivnost. Prav gotovo pa bom nadaljeval s tem, da zaščitim vodo v Ljubljani. Vedeti moramo, zdaj nekateri mislijo, Jankovića ste se izvolili, pa ga imejte. To je vaš problem. Ni problem to samo v Ljubljani. Vi morate vedeti, če bo zastrupenih 300.000 ljudi v Ljubljani za vodo, če 300.000 ali pa 400.000 ljudi v Ljubljani ne bo imelo vode, se bo sesul zdravstveni sistem v celi Sloveniji, ne samo v Ljubljani. Se bo sesula preskrba z vodo v celi Sloveniji, ne samo v Ljubljani. In če bo to v Ljubljani lahko nekdo naredil, bo to še toliko lažje naredil katerikoli pokvarjen župan v kateremkoli koncu Slovenije. Pravite, če Janković lahko, zakaj pa jaz ne bi smel? In mimogrede, jaz veliko hodim po Sloveniji, jaz sem že slišal mestne svetnike v posameznih slovenskih občinah, da so mi povedali, kako se njihov župan že sklicuje na Jankovića. Če Janković lahko, bom pa še jaz. Se pravi, ta zaščita pitne vode v Ljubljani, ne, ljudje, ki niso z Ljubljani, nikar ne mislijo, da je to samo ljubljanski problem. In še ena stvar, če kje je lahko v Ljubljani to zadevo zaustaviti. V Ljubljani so mediji, so sedeži medijev, v Ljubljani so sedeži državnih inštitucij, v Ljubljani so sedeži sodišč, v Ljubljani so sedeži tožilstev, v Ljubljani so sedeži inšpekcij. Se pravi, vsi ti ljudje, ki odločajo o življenju, ne samo v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji, v veliki večini živijo v Ljubljani. In te ljudi je treba prepričati, da bodo tudi oni pili vodo okuženo s fekalijami. Ne pa povejte v eni vasi na Goričkem, kaj drug del Slovenije briga, kaj se tam dogaja. Zato se morajo tudi ljudje na Goričkem zavedati, da se njihova voda ščiti v Ljubljani, da se standardi, ki jih postavljamo zdaj v Ljubljani, oziroma želimo postaviti za zaščito čiste pitne vode, in bodo veljali naprej za Ljubljano, bodo veljali naprej tudi za celo Slovenijo. Zato je zelo pomembno, da v tem trenutku cela Slovenija je solidarna z Ljubljano, oziroma solidarna z občankami in občani Ljubljane in pa z borci za čisto pitno vodo v Ljubljani. Potem seveda zaščita otrok pred LGBTQIA+ ideologijo. Izjemno pomembna zadeva. Vsak otrok, ki bo pohabljen s to ideologijo, bo moja velika nesreča. In jaz si želim, da niti eden ne bi bil, in kot rečeno, pripravljam zdajle priročnik, potem v hodu po Sloveniji s tem priročnikom in starše izobraževal, učil, kako naj se borijo proti tej zadevi. Kot rečeno, proti tej zadevi se je treba boriti. Sami oni ne bodo odnehali. Mi jih bomo morali dobesedno premagati v boju in zato se moramo usposobiti. Potem naslednja izjemno pomembna zadeva, kar se Slovenije tiče, je to, da izumiram. To je žalostno, ampak jaz druge besede več ne najdem. Glejte, iz leta 2021 na leto 2022 se je rodilo
več kot 1300 otrok manj. V številkah to pomeni, da smo padali iz približno 19 000 rojstev na leto na približno 17 600 rojstev. Ampak iz leta 22 na 23 smo padali iz 17 600, pod 17 000. In jaz mislim, da je v Sloveniji nujno potrebno najprej vsem mamam in očetom, ki se odločijo za otroka, izraziti vse spoštovanje in čestitati za eno najboljših odločitev v življenju, ki so jo sprejeli. Hkrati mora država omogočiti, da bodo mame in očete, ki se odločijo za otroke, dobro preskrbljeni, da zaradi tega ne bodo slabše živeli in pri otrocih v vseh možnih pogledih pomagati finančno, pomagati, da bodo lažje usklajevali službeno in družinsko življenje. V šole moramo vpeljati družinsko vzgojo, se pravi vzgojo za materinstvo in očetovstvo. V naših družinah moramo spodbuditi, da bomo mame in očetje, tudi malo bolj naše otroke pripravili na materinstvo in očetovstvo. Ko se jaz spomnim na sebe, ali pa če se vi mogoče spomnite na sebe, verjetno so vas velikokrat vprašali mama, oče, sorodniki, prijatelji in tako naprej, kaj bi bil ti po poklicu, ko boš velik, in tako naprej, ne. Ampak zelo malo je pa tega pripravljanja na to, da bi otroci v svojih glavah že zelo zgodaj v svoj življenjski načrt vključili tudi to, da bodo mame in očetje. To je treba spremeniti. In to je naslednje zelo pomembno moje poslanstvo, ki mu želim v letu 2024 posvetiti veliko svojega časa. Jaz vam želim na tej vaši misiji nemogočega nazaj v normalnost res, da čim več postorite. Poglejte, jaz mislim, da taki časi, kot so danes, terjajo odgovorne, pokončne posameznike, ki si upajo. Zdaj, ko si upajo, moram razložiti, kaj to pomeni. Eni rečejo, ja, princ, lahko je tebi, ker si pogumen, ne? Jaz pa nisem tak. Ni res. Tudi jaz, brez skrbi bodite, bi lahko marsikaj drugega delal. Tudi jaz pomislim, kaj pa meni tega treba. In tudi jaz, kdaj si mislim, wow, kakšne posledice bom pa imel zaradi tega. Ampak enostavno moraš iti čez sebe in moraš reči, ne, naredil bom nekaj, kar je prav. In jaz bi si želel, da si ljudje ne bi lajšali vesti s tem, da kakšne stvari ne bi naredili ali se pa kakšnega dogodka ne bi udeležili, ki bi rekli, ja, jaz pa nisem zadosti pogumen, jaz pa nimam zadosti časa. Glejte, verjemite mi, da jaz pa kdorkoli drug v moji ekipi bi lahko delal marsikaj drugega. Nam tega ni treba. Mi od tega, kar delamo v civilni družbi, pa v politiki nimamo nič. Jaz samo izgubljam ogromno časa, veliko svojega denarja, manj sem z družino in tako naprej. Se pravi, ampak te stvari delam zato, ker vem, da je prav in seveda, ko delaš nekaj, kar veš, da je prav, ti to tudi, to pa moram priznati, nekaj osebnega zadovoljstva prinese, ne. Se pravi, občutek, da si na pravi strani in da tudi konec koncev, ko se bom pogledal sam sebe v ogledalo ali pa pred zadnjo sodbo, ne, bom lahko rekel ali pa upam, da bom lahko rekel, glejte, dragi Bog, jaz sem naredil, upam, da vse, kar je bilo v moji moči, ne, če pa kaj nisem, pa se opravičujem oziroma prosim za odpuščanje. Ampak jaz bi rad, ne, da bi tudi več ljudi v Sloveniji za te skupne naše stvari, ki vplivajo na koncu tudi na njihovo življenje, ne, razumeli, da morajo, zato da bomo živeli v normalni državi, dati svoj prispevek.